Dobrodošli v oddaji Moja družina. V oddaji se bomo osredotočali na družino kot osnovno celico našega življenja, pri čemer se bomo z našimi gosti, ki prihajajo iz različnih družinskih okolij, poglabljali v njihove vsakdanje izzive, odnose, medgeneracijsko sodelovanje znotraj družine in ostale življenjske izkušnje, ter iz vsake individualne zgodbe skušali s praktičnimi nasveti za vas, drage gledalke in gledalci, izpostaviti vse dobro, kar prinaša blagostanje v mojo družino. Moje ime je Peter Slapšak in kot voditelj bom danes govoril z prav posebnim gostom. Robert Klun, dobrodošli. Pozdravljeni. Ste priznan slovenski arhitekt, urbanist, oblikovalec, rojen Ljubljančan in ustanovitelj ter direktor arhitekturnega studia Klun Ambienti. Vaše delo sega preko tradicionalnih meja arhitekture, saj vključuje tako urbanistično načrtovanje kot notranje oblikovanje in razvoj podjetništva. Robert Klun, znani ste po svoji zavezanosti k trajnostnem razvoju in inovativnim rešitvam, ki spodbujajo boljšo kakovost gibanja in delovanja v urbanem okolju. Vaš pristop k arhitekturi je interdisciplinaren, pri čemer poudarjate pomembnost sinergije med arhitekturo, naravo in tehnologijo. Poleg praktičnega dela v arhitekturi sodelujete tudi v akademskem svetu, kjer predavate in delite svoje znanje in izkušnje za mladimi generacijami arhitektov. Vaše delo je bilo tudi večkrat nagrajeno in priznano v Sloveniji in mednarodno, kar dokazuje vaš prispevek k sodobni arhitekturi. Ampak, midva z Robertom se ne bova danes pogovarjala o njegovi karieri, temveč o njegovi oziroma vaši družini. Iz kakšne družine izhajate? Mogoče kakšno besedo v otroštvu? Lepo pozdravljeni še enkrat. Imam prav posebno čast, očitno, da sem prvi gost v vaši novi oddaji. Res sem vesel, da ste me povabili. In tematika je še toliko bolj zanimiva in tista, ki morda res premalo poudarka dajemo v zadnjih letih, pa desetletjih celo že. Jaz izhajam iz zelo povprečne družine, obrtniške družine, kjer sva jaz in sestra rasla v nekem medsebojnem spoštovanju, v spoštovanju seveda tudi vseh drugih, in pa predvsem mami in oče sta ves čas skrbela, da so naše vrednote bile zelo preproste, se pravi, da če se boš učil, če se boš izobraževal, če boš pridno delal, ti v življenju ne bo hudo. In tako nekako jaz mislim, da tudi sam funkcioniram, kljub temu, da je pač res moj opus dela, zdaj lahko že tako rečem, razpet med Ameriko oziroma Kostariko pa vse do Saudske Arabije, vmes predvsem Evropa in tako naprej, ampak spoštovanje medsebojnih vrednot je prva stvar. Najbolj pomembnejša. Kaj pa je v vaši družini, se pravi, imeli ste izobrazbo, ne? Izobrazba je to, se pravi, pomenila kot temelj za boljše življenje, ne? Ker velikokrat so nas učili, se pravi, uči se, ne, da boš dobil dobro službo, ampak ne nazadnje, vi ste podjetnik, ne? Ja. Ne hodite v službo ali hodite v službo? Hodim v službo, seveda v službo, vsak dan. Jaz mislim, da ko si videl starše, kako so pridno delali, ko so tukaj bile noči, ko so tukaj bili vikendi, ko se ni spraševalo, zdaj je pa urnik od 7 do 3, od 8 do 4 ali kakorkoli, ampak se je vedelo, da je določene stvari treba narediti, zaradi tega, da bomo lahko potem si ali prvošli dopuste, počitnice, kakorkoli, ali pa uspeli, se pravi mene in sestro, izobraziti. Jaz mislim, da je bilo pri nas res neko vodilo in res nikoli ni nič manjkalo, da se zaradi tega, ker se je pridno delali, nekako uspeli sestaviti neko zgodbo, da sestro nikoli niso čutila nikakršnega pomanjkanja, ne v izobraževanju, ne v ekskurzijah, ne, sploh arhitekturna fakulteta je zelo
zahtevna glede finančnega izobraževanja, ker se je veliko potovalo in potovanja seveda pač so draga. Imamo pa seveda pač srečo, kjer živimo, ne, da tako zdravstvo kot šolstvo omogočata praktično vsakemu, da pride do lepe izobrazbe. Tudi izobraževanje je bilo, ne, jaz bom poudaril, je bilo zelo na mestu. Ne. Danes mislim, da je dobesedno ni več v koraku s časom in da se ne prilagaja sodobnemu razvoju in pa seveda premalo poudarka daje točno to, kar se mi da pogovarjava, se pravi o človeških vrednotah, o medsebojnih vrednotah in pa o poudarku temu, da pač lahko samo skupaj nekaj naredimo. Ne. Ste lahko mnenja, se pravi, da je vaša družina res delovala kot ekipa? Definitivno. Kaj pa, vedno moji otroci so zdaj v fazi pubertete, ne, ko si mlad, vedno malo svojo glavo razmišljaš, ne, ko ste kaj ušpičali, pa vaša sestra, a je bilo to prvič pogosto, pa kakšne so bile kazni, ne, kako so vas starši nazaj v pot? Ja. Jaz sem bil zelo navihan, sploh, res zelo navihan. Že v osnovni šoli, ne, kjer seveda pač ni bil problem pri ocenah, ne, ampak vem, da je mami prišla domov, pa se je za glavo držala, joj, je rekla učiteljica, živ je, ne, ampak to pri nas je vse bilo pozitivno, ne. Oče seveda si je mislil svoje, ne, oba sta z Ribnice, z Dolenjske, z takih živahnih krajev in tako naprej, si je rekel, vsaj živ je, ne, tam je, ne. Ampak potem, ko je pa prišla gimnazija, ko je bilo pa seveda potrebno biti malo bolj zbran, pa malo bolj organiziran, pa tako naprej, takrat sem pa sive lase povzročil staršem in ja, po eni strani zaradi tega, ker sta mi zaupala, kljub temu, da sem bil navihan, da pravilno vlagata v mene, sestro ni bilo nobenih problemov, še danes jih ni, tako da ja, sta dejansko prav zaradi tega, ne, ker smo komunicirali, tudi ko ni bilo vse v redu, ne, in vsi vemo, sploh v obrtni družini, ne, pridejo padci, pridejo vzponi, pridejo finance, pride denar, ne pride denar, ti ne plačajo in tako naprej in tako naprej. To je neka stvar, ki res zelo se mi zdi pripravi človeka na nek realen svet, ne. Jaz pravim, da ni realno, da ti vsak dan, kljub temu, greš v službo, ne greš v službo, ali sploh zdaj zaradi korone, ali pa zaradi tega, da bi pač zdaj ti rekel, lej, pač hodim v službo, ne pa kaj sem naredil, ne, in da si za to plačam, ne. Jaz definitivno tega ne odobravam, ne. In zakaj tega? Ker tega pri sebi ne odobravam, ne. Jaz sam moraš narediti nekaj. Točno tako. Se pravi, ko k meni pride investitor, je on tisti, ki bo dobil tisto, kar je plačal. Seveda zahtevam, da mi to plača, če je bilo dobro narejen. Če ne, se bomo drugače zmenili. Ampak enako je v družini, enako je v sistemu. Se pravi, če je otrok priden, jaz imam hčerko 17 let staro, tako kot vaši. 13 pa 10 oziroma 11. No, naša je že, ne, se pravi, pridna gimnazijka, športnica in tako naprej. In odobravam, da dejansko živi svoje življenje, ne. Ona more biti v enem ritmu, ona more se počutiti del družbe, to, da ji bom jaz skozi peruti rezal, je za mene totalen nonsens. In ona more razumeti, vsi vemo, pri 16, 17, ne, danes sva imela zjutraj v avtu debato, ne, ja, pa kaj mi težiš, ne, pa kaj mi težiš, oba mi težita, ne. Rečem, ne, to je moja naloga. Ampak ne gre za teženje, ti zdaj ta trenutek vidiš, da ti težim, ampak v osnovi se s tabo samo pogovarjam, ne, zaradi tega, ker ti verjamem, ne. Eno kratko vprašanje, oziroma dve, preden greva na kratko pauzo. Ste mnenja, da so bili vaši starši strogi do vaju in ste mnenja, da ste vi strogi do vaše hčere? Jaz mislim, da moraš biti strog takrat, ko je to potrebno in seveda še enkrat, to, da nekoga pohvališ in tako naprej, ja, okej, ampak mi vsi rastemo s kritiko, ne. To, da te nekdo treplja po hrbtu, ne bo dosti zalegalo, ne. Predvsem pa, tako kot sem prej rekel, ne, jaz mislim, da ti moraš pustiti in v družini, in partnerju, in otrokom, da dihajo in da jim daš možnost tega vetra v jader pripeljati, ne. Super, hvala za te neprecenljive besede. Prosim. Predlagam, da gremo zdaj na kratek odmor in se vidimo po pauzi.
Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli nazaj. Z nami je gost Robert Klun, arhitekt. Zdravo še enkrat. Pogovarjava se o družini. Ja. Ostale so pri otrocih in starših. Kakšna po vašem mnenju je potem glavna naloga staršev v odnosu do otroka? Zdaj, že prej sva rekla, ne, jaz mislim, da otroci morajo vedeti, kje so meje, ne, definitivno. Morajo pač vedeti, kaj je spoštovanje, ne samo družine, ne samo staršev, ampak tudi vseh ostalih. Konec koncev tudi samega sebe spoštovati, ne. In pa naša naloga kot staršev je, da jim omogočiš ali pa odpreš neka obzorja, ne. Se pravi, prej sva rekla, da jim daš veter v jadra ali kakorkoli temu rečeš. In ko vidiš, da otrok funkcionira, ko si, ne vem, v tujini, ko mogoče sem v domačem miljeju, okolju, okoli hiše ali kakorkoli, vidiš, da otrok pozdravlja, da je spoštljiv, da se zna lepo pogovarjati, da ti drugi rečejo, ne, joj, a veš, danes sem pa srečal, ne, tvojo hčero, pa veš, koliko je prijetna in ne, prijazna in pogovarjala sva se to pa to. Potem vidiš, da si naredil nekaj dobrega, ne. In seveda, ljudje smo različni, ne, in fajn je, da starši vemo, kaj otroku v neki fazi ponuditi, dati, kje ga podpreti, ne. Definitivno to trepljanje po rami je okej, ampak ni pa nič v smislu tega, da bo otrok pravilno smer izbral ali kakorkoli, ne. Tako da ja, jaz mislim, da mu odpirati obzorja, pokazati, kaj je svet, ne, videti čim več krajev, tako po Sloveniji, kot v regiji, kot širše, ne. Tako da to so stvari, ki mislim, da če si jih starši lahko privoščijo, je to super, ne, obiskovanje glavnih mest, ne, krajev in tako naprej, ne. Ja, finance so ena tema, ki je po velikih raziskavah prikazana kot največja tabu tema. In me zanima, v vaši družini, se pravi z vašimi starši, Ja. glede na to, da ste omenili, da so bili obrtniki, Tako je. koliko ste se in na kakšen način ste se o denarju pogovarjali, ker verjetno v eno obdobje so bila boljša, druga slabša, ne? Kako je denar vplival? A velja, da denar je sveta vladarja? Ne, definitivno ne, ne. Okay. Jaz vedno pravim, da fajn ga je imeti, ne, denar, ne, ni pa pogoj za srečo, ne, nikakor, ne. Dobrega je imeti zaradi tega, da ne razmišljaš o tem, kako boš jutri si kaj privoščil, kako boš jutri kam šel ali kakorkoli. Da pa seveda vse to omogočiš, so pa seveda pač potrebni veliki napori, ne. In jaz kot sin obrtne družine sem ves čas živel v razburkanem morju, bova temu rekla, če smo že malo v jadravskih zgodbah. Zakaj? Zaradi tega, ker evo, pa smo imeli Jugoslavijo, ne. Jaz sem že toliko star, da sem rodil se 72. v Nemčiji, pa potem smo živeli v Jugoslaviji, pa potem smo postali Slovenija, pa potem Evropa, pa tako naprej, ne. Se pravi, zelo razburkano živiš, ne vem, že samo, ne, če govorijo o denarju, jaz imam 5 denarnic, ne, zaradi tega, ker imam saudski rial, ne, pa imaš evro, pa imaš srbski dinar, pa imaš vse različne valute, vsaki svoje denarnici praktično, ne. Tako da denar seveda je nekaj, kar je treba otroku pokazati in povedati. Niso vsi isto dojemljivi, ne. Fajn je pa, da razumejo, da v življenju moreš delati in da seveda moraš tudi skrbeti za svoje finance, ne. In to seveda pač pri nas je bila zelo luštna zgodba. Zakaj? Zaradi tega, ker oče je bil bolj umetniški tip, kot obrtnik in tako naprej, čudovit dekorater, tapetnik in tako naprej. Mami je pa bila zelo natančna, ne, administracijo je imela v nulo, uštimano in tako naprej. In definitivno sem se učil od obeh, ne. Pri očetu malo bolj to tvegano razmišljanje, ne. Jaz sem pri 27 letih kupil svojo prvo hišo in jo spremenil v 5-stanovanjski vila blok na Prulah, ne. Se pravi, šel na banko, hotel vzeti kredit, pa sploh nisem vedel, kako se ga vzame, ne. Zelo dobro. Kako pa se danes v vaši družini, se pravi hčera, se pogovarjate o denarju, pomenu denarja, varčevanju, sistematiki varčevanja? Danes je stvar bistveno drugačna, kot je bila pri nas, ne. Danes imaš ti
take denarnice, drugačne denarnice, take kartice, tako, se pravi, vlaganje kriptovalute, kaj jaz vem, kaj ne obstaja. Ne? Tako da pri nas seveda tega ni bilo, ne? Pri nas se je to dajal, ne, ker so ti stari starši, pa sorodniki, pa zdal noter, ampak jaz sem bil skozi brez. Ne? Jaz anekdoto, ki jo rad večkrat povem, ne? Da ko sem šel enkrat ven, ne, pa so bili oni trdeči, stotke so bile ta lepe, ne, pa sem rekel, tato, daj v kino grem, ne, pa mi da eno, ne, pa jaz rečem, joj, mater si škrt, ne, ka bom jaz velik, jaz ti bom kar celo denarnico dal, ne, pa me oče pogleda, pa je rekel, sine, mi ne bo nič pomagal, ker tvoja bo skozi prazna. No, kakorkoli, ja, s hčero se pogovarjamo seveda o teh stvareh. Moram reči, da razmišlja o denarju na sistem izobraževanja. Ne razmišlja o tem zdaj, da bo ona, je zelo šparovna, ne, to takoj tudi vidiš, ne, ona rada kupčka, ne, kontra kot jaz, ona je bolj tako kot moja sestra, ne, se pravi, to je moje in to se ne dotiki, ti mi pa raje še kaj dej, ne, na ta način, ne. Ampak ja, ko pa govorimo o izobraževanju, pa ona že sama, ne, ko razmišlja o študiju, kam bo šla, razmišlja, ali ji bo to v življenju prineslo delo, ali bo lahko od tega živela. Ne. To so stvari, ki se jih mi doma učimo. Ne. Se pravi, jaz pravim, ne, da če imaš ti nek pameten poklic in da boš rad delal to, kar boš se izobrazil, potem ne bo ti treba skrbeti za denar. Ne. Če se malo še na izobraževanje usmerva, koliko je pomembna formalna izobrazba glede na neformalno, se pravi hobiji, da delaš kaj, sam ustvarjaš v vašem življenju, kako bi to v principu? Ne, jaz lahko z druge strani povem, ne, se pravi kot športnik, kot nekdo, ki je ves čas bil obkrožen z določeno ekipo ljudi ali kakorkoli, ti to zagotovo prav pride, ne. Prav ti pride v komunikaciji, prav ti pride potem, ko prideš nekam, pa se boriš, naprimer, evo, pa so spet pri poslu, ne, pa srečaš, evo, gospoda Petra, pa se midva se pa poznava iz, ne vem, smučarskih časov, ne, sva skupaj trenirala smučanje. Ali pa prideš, sem zelo ugležen, pa prideš na kliniko in je tam doktor, ki je s tabo basket igral, ne, treniral basket stav in vse to so stvari, seveda, ki zagotovo ti pomagajo in moraš graditi v to smer. In tudi pri otrocih, jaz mislim, da je pravilno, da jih, ali pa da jim pomagaš, da ohranjajo nek tak ritem in da niso samo med knjigami. Ne. Tukaj je zelo, zelo pomembno, da dejansko otrok, točno tako, ne, da ima in izhode, evo spet, ne, vaši bojo zdaj začeli, moja je že začela ven hoditi, ne. In jaz sem vesel, da gre ven, pa se bojim, iskreno povem, ne, se pravi droge, tretje, tega pri naju v mojih časih ni bilo, vi ste malo mlajši, ampak danes, ja, je to problem, ne, kaj bojo potaknili, kako bojo potaknili in tako naprej, ne. Pomisliš, punca je, ne, za fanta seveda se ne bojiš toliko, ne, pa tudi, ne, ampak ja, to so stvari, ki dejansko so zraven nas, moraš paziti na njih in super je, da so otroci v večjih vejah razposajeni. Preden greva zopet na kratko pauzo, me zanima, kdaj ste v bistvu pa začeli razmišljati v tej smeri, se pravi o arhitekturi, ne? A je bilo to, ne vem, že vrtec, ali je bila to osnovna šola, ali pol, joj, kam naj gremo v srednjo šolo? Ja. Jaz zelo rad visoko letam. Ne vem zakaj, to je neka prispodoba, ampak ja, rad sem nekje, ne? Če nisem na letalih, pa sem na letalih skozi 14 dni na mesec ali kakorkoli, ampak želel sem biti pilot. In ko so mi rekli, mislim, da je bil 6. ali 7. razred, eni starši so bili, eni prijatelji družinski so bili pri nas, kjer je bil gospod arhitekt pa skakalec s padalom in žena je bila aranžerka in sta rekla, čak Robert, a ti boš res pilot? Pa sem rekel, ja, v Mostar bom šel na vojaško akademijo in bom, ne, v srednji šoli, tako, ne. Ja, pa prav, gospa, ja, ampak to pomeni, da ti bojo vse plombe ven vzeli, pa vse na novo nodali. Jaz sem se pa bal zobozdravnikov vedno.
In sem rekel, Bom raje arhitekt. pa bom pa sem arhitekt. Tako je ta zgodba ratala. Ja. Super. Odlično. Predlagam, da gremo zopet na kratko pauzo in se vrnemo skoraj takoj. Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli nazaj. Z nami je Robert Klun, arhitekt. Zanimiva debata mava. Zdaj bi se dotaknil ene teme, ki jo kot starši mislim, da ne moramo zgrešiti. To so družbena omrežja, uporaba telefona. Generalno, a imate pozitiven odnos do družbenih omrežij, ali nevtralen ali negativen? Ne, jaz imam čisto pozitiven odnos. Ni tukaj popolnoma nič narobe z moje strani. Definitivno smo seveda pač vsi, ki smo v poslu, zelo povezani s tem, ne? In moraš biti, če hočeš pač biti viden, biti uspešen in prepoznaven, ne? Spet odvisno, kaj delaš, ampak v osnovi v veliki večini to drži, vsaj v mojem primeru. Glede otrok pa ja, definitivno je fajn, da so vpeti v različne dejavnosti, zaradi tega, da nimajo toliko možnosti biti na telefonih, ne? In če so otroci kolikor toliko odgovorni, seveda, takrat, ko se učijo, ne? Vse to hitro vidiš pri ocenah, pa to sledi temu ali ne. In more pa biti seveda v tej komunikaciji, ja, neko razmerje, verjamem pa, da so vsi preveč na omrežjih. Ja. Kaj pa potrošništvo? Ker lahko danes rečemo, da živimo v obdobju, ko je vsega preveč, ne? Ko nas Definitivno. reklame skozi televizijo, digitalne medije stalno bombardirajo, moraš imeti tako življenje, moraš kupiti to, če ne imaš tega, ne? Kako pa gledate na potrošništvo danes in kako to vpliva na družino? Zdaj jaz sam zagovarjam to, kar so me pač starši učili, da nisem tako bogat, da bom poceni kupoval, ne? Se pravi, pri nas nekako to imamo v nekem zapisu, tudi sediva na naših oblazinjenih čudovitih kosih Klun, ne? Ki imajo kvaliteto, ki imajo ergonomijo, ki imajo funkcionalnost. In to pomeni, da dejansko zagovarjam, da če že nekaj kupaš to res kvalitetno in če rabiš, ne? Zdaj ja, seveda, ne? Vsi vemo, kako ženski del razmišlja in kako moški del razmišlja, ne? Jaz sam mislim, da nisem zahteven, ko pa potegnem črto, ne, pa vidim, da moji izdatki so celo bistveno višji kakor potrošniški, zaradi tega, ker si pač privoščiš od športnih do drugih, tretjih in četrtih zgodb, ki jih pač seveda živiš in ti pomenijo, ali je to zdaj izobraževalno, športno, ali je to športno, ali kakorkoli, ja, ti pašejo, ne? In to so tisti mali kamenčki v mozaiku tvojega življenja, ki sestavljajo celo sliko, ne? In nimajo nobene potrebe po lastni jahti, po Ferrarijih, po ekstra dragih urah in tako naprej. Fajn pa je imeti lepo uro, ne? 1, 2, 3 in to je to, ne? Se ne rabim jih imeti 20, zato da bom nekomu se pohvalil ali pa ne, sploh ne. Jaz imam pač določene stvari, ki jih imam zaradi sebe, ne? Vse, kar imam zaradi tega, ker meni to osebno pomeni, ne? Kje vidite družino oziroma kakšna bo družina čez 20 let? Malo ste me prestrašili s tem. Ne, resno mislim. Zakaj vprašam? A bo družina kot celica funkcionirala še čez 20 let. Veliko hote po svetu, no? Zato me, bom rekel, zelo zanima vaš odgovor, tudi kako funkcionirajo danes družine po različnih delih sveta, no? Tako. Jaz se resno bojim, da zahodna civilizacija oziroma naš ta evropski sistem ne bo preživel. Družina, ki jo jaz poznam in ki jo jaz spoštujem, je bistveno bližji odnosu, ki ga živi, ne vem, arabski svet, ali pa evo, omenil sem Kostariko, kjer je prijatelj prijatelj, kjer je družina družina, kjer se spoštujejo, kjer skrbijo en za drugega. Naprimer, moj prijatelj šejk Arabec z privatnim letalom večjim, kot ga je imela Adria, on gre vsak večer pri svojih 65 letih pozdraviti svojo mamo. Ne? Pri nas ne slišiš 14 dni svojega očeta, mame, a sta še živa, ne? To je nek sistem, ki
ne vem, zakaj to tako je, res ne vem, zakaj to tako je, ampak jaz mislim, da to ni dobro na dolgi rok. Ne? In če tako razmišljam, ne, bo verjetno moja hčera čez 20 let pozabila tam očeta in bom pitaj Boga, kje se zgubi. No, ali pa se zadeva obrne, ne? Ker nič ni nemogoče. Ja, definitivno. In je treba delati na In tem. moramo delati. Definitivno je treba delati na tem. Ja. Ker to prinaša srečo in zadovoljstvo, veliko bolj kot dobrine, bogatstvo. Ne? Točno tako. Točno tako, ja. In jaz mislim, da je naša naloga staršev, ne, v prvi vrsti, da seveda gradimo to vez. Ne, ker otroci so, vsi vemo, ko se rodijo, so najbolj egoistična bitja na svetu. Ne? In ta egoizem vlečeš s sabo. Ne? In mi smo tisti, ki jim bomo vcepili, da pa mogoče ni toliko slabo, ne? Da ti hčera reče, tako kot meni 14 dni nazaj, ej, tati, nek arabski tehno bo v kino Šiški, a greva, bi šla prijateljica pa njeno, ja, sploh nisem vprašal, kaj, kje, kako. Če dvakrat rečeš ne, ti tretjič ne bo več rekla. Sploh rekla, ja. Ja. In mogoče za konec kakšen praktičen izsek iz današnjega pogovora, ki bi ga gledalcem še posebej izpostavila. Mislim, glede na to, da govoriva o družini, da govoriva o nekih celicah, da govoriva o povezavi, ne, mogoče ravno ta zaključek bil tisti, ki je prava smer, ne, se pravi, da najprej delajmo na sebi, ne, naj ti ne bo odveč, ne, raj 5krat več reči svojemu otroku, družini in tako naprej povezati s celico, kot enkrat premalo, ne. In ja, definitivno, ne, saj ni vedno lepo, pa vedno vse z rožcem poslano, ampak glih to je šarm, čar življenja, da je razgibano, ne. Biti zgled svojim otrokom, ne? Definitivno. V takem primeru. Oni so naše kopije. Super, najlepša hvala. Ne bomo še čisto zaključili. Jaz bi našemu gostu podaril še eno posebno darilo, ker glede na to, da ste arhitekt, je podjetje Elementum pripravilo za vas eno posebno darilo, in sicer srebrnik z motivom Jožeta Plečnika, našega, lahko rečem, najbolj poznanega arhitekta. Res je. Takole, izvolite. Hvala lepa. Gre se za srebrnik z čistega srebra in lepo, bom rekel, darilo, ki ohranja vrednost. Jaz mislim, da je to tudi ena od tistih smeri, ne, ki nam Slovencem manjka, ne, se pravi graditi na nas, ne, na našem sporočilu in biti ponosni na to, kdo smo. Ne. Tako, tako. Najlepša hvala, da ste bili naš gost. Veliko veselje. In drage gledalke, dragi gledalci, verjamem, da vam so bile te informacije oziroma ta pogovor zanimivi, da lahko kakšen nauk izvlečete iz tega in da naše celice, družine bodo srečnejše, boljše in bolj trdne. Najlepša hvala, to je bila oddaja Moja družina.